Za vinogradniki in vinarji sta dve težki leti. Najprej epidemija covida, aprila pa še huda pozeba. Posledično pridelek kar manjši, tako da moram reči, da smo mi zdaj, ko je v glavnem trgatev pod streho, razen ostalo nam je še nekaj grozdja za predikate, smo, bom rekel, nekje na 50% normalnega letnika. A kljub temu razlogu za optimizem ne manjka. V kleti so okrepili ekipo strokovnjakov, kar se že pozna na kakovosti vin. Nedavno je na ocenjevanju v Ameriki njihova modra frankinja Prestiž prejela laskavi naziv za najboljšo frankinjo na svetu. V Gornji Radgoni pa so dobili priznanje za najboljši šardone v Sloveniji. S temi rezultati smo dobili res eno dobro spodbudo in na koncu se nam tudi že na trgu obrestuje, ker imamo boljšo prodajo. Seveda bo pa treba biti preudaren, kako, na kak način prodajati, ker so pa količine v tem trenutku nažalost omejene. Bo pa zato kakovost višja. Mošt je bil izjemno sladek, tako da bodo letos alkoholne stopnje nekoliko višje. Drugače so pa mošti lepi, aromatični, sadni. Pričakujemo res ena lepa, sveža vina. Tudi na začetku je kazalo, da bodo kisline morda malo višje, ampak kot kaže zdaj, je kar zelo lepo se izteklo, tako da zares zaenkrat kaže super. Kar je dobra popotnica za kraljico metliške črnine, ki je za svoje vino izbrala metliško črnino Kaze Metlika in jo skupaj z ostalimi belokranjskimi vini promovira zunaj meja občine. Bi rekla, da poznana so, ampak moramo še delati na tem. Bi rekli, malo se bomo mogli še potruditi in seveda s tem tudi želim čim bolj, da bodo tudi ostali vedeli, da smo tudi mi tukaj in da so tudi v Beli krajini odlična vina, saj imamo odlično lego. In odlične vinogradnike ter vinarje.